Vas moram razočarati. Najbolj obiskan slovenski vrh. Viševnik uradno sploh ni samostojna gora, ampak je predvrh malega Draškega vrha. Dva najbolj obiskana razglednika, Viševnik, Mojstrovka, ne dosega relativne višine vrha. Wolfenovega jegliča. Aurikel, vrh velikega Selišnika. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo se pa danes nahajava v Pokluških gozdovih. Evo, parkirala sva na Rudnem polju. Zdaj greva pa po cesti proti smučišču Viševnik in greva obiskat samotni svet v bližini Viševnika. Greva na en čudovit razglednik, veliki Selišnik. Vam bom dal kar desno gor z zimske ture s turnimi smučmi, ker sem šel na mali Selišnik. Zdaj greva pa na veliki Selišnik, ki je visok 1982 metrov. Nahajava se na vrhu smučišča Viševnik. Evo, vse tole v daljavi oziroma pod nama Pokljuka. Tale vrh najvišji na desno je pa v bistvu najvišji vrh Pokljuke, Mesnovec, ki je visok 1538 metrov. Mesec junij, Rožnik. Evo, zdaj vidite, zakaj je star mesec imenovan Rožnik. To je alpski kosmatinec. No, tole pa verjetno bolj poznate, zlato jabolko. Zdaj se pa nahajava na splošno znanem počivališču pod Viševnikom. Tukaj se zdaj pokazal Viševnik. To je seveda najbolj obiskan slovenski vrh, ampak vas moram razočarati. Viševnik v bistvu uradno sploh ni vrh. Zakaj je tako, vam bom razložil potem kasneje, ko se bo pokazal greben med Viševnikom pa malim Draškim vrhom. Ravno z tega Selišnika je ta greben najbolj fajn viden, pa zelo blizu. Tako da tam pa sledi razlaga, zakaj Viševnik v bistvu sploh ni vrh, ampak je predvrh malega Draškega vrha. Zdaj, glavna pot proti Viševniku gre seveda tukaj naprej in pa tam na sedlo med Viševnikom pa Plesiščem. Midva pa zdaj zavijeva tukaj desno na tole slabšo vidno pot. Evo, tukaj, da se boste zapomnili, v telah stopah na Macesen je odcep tele poti v samoto. Sva na jasi, približno 3 minute nad odcepom. Taka dva lepa planinska jezerca, tukaj noter je pa planinski pupek. Evo jih, vidite? Evo, zdaj so že zrasli. So že pravi kuščari vodni. Zdaj se pa nahajava na te poti čez Kačji rob. Se pravi, bo prišla v bistvu na severno stran Viševnika. Evo, spet lepe rožce. To je Kluzijev svišč. In pa lepi grmički Slečnika. Pa spomladanska resa. Junij je res prekrasen mesec, če imaš rad botaniko. Prihajava na vrh Kačjega roba.
Evo, spet med prelepimi cvetlicami. Evo, tukaj se pa odpre pogled. Kot prvo na najen cilj, tale rušnati veliki selišnik. Zadaj seveda rjavina, mali Draški vrh in pa Viševnik. Zdaj se bomo pa spustila v prelepo kotanjo, ki se ji reče Zlate vode. Tam pa še dolgo v poletje leži sneg, tudi zdaj ga pričakujem še. Spet en tak čudovit predel Julijskih Alp. Zlate vode so področje severno pod Viševnikom. Evo, tukaj nas pa pričakajo take zanimive škraplje. In pa tam naprej se bo šla pogledati še eno globoko brezno. Evo, kot sem pa rekel, še nekaj ostankov snega, ampak za, bi rekel, prvo polovico junija je to zelo malo snega. Tukaj smo mi pred leti, ko sem bil še trener, tudi še 15. junija tekli na smučeh po tej dolini. Samo 20 metrov od te poti naprej, tukaj se pa nahaja eno globoko brezno, ki smo že na robu. Evo, globoko brezno, zdaj pa vidim, da je tudi štrk noter napeljan. Zanimivo. Izjemno globoko brezno. Evo, zanimivo. Tele zlate vode so mi res pri srcu. Evo, pogled pa na mali Draški vrh, pa še enkrat v tole globoko brezno in pa tako lepo snežišče. Koliko Wolfenovega jegliča. Tukaj pa še nisem videl na kupu. Noro lepo. Evo. Vidite to, vse cveti. Sva na Zlatih vodah. Tamle je Srenjski preval, prav preval, oziroma prelaz med Viševnikom pa malim Draškim vrhom. To so ustenja Viševnika, pa mali Draški vrh. Pa na križišču poti, sprav, tale leva pot, tukaj tudi lepo piše, gre na Viševnik in pa seveda tudi na Triglav. Tamle zadaj se vidi Viševnik, evo na vrhu, normalno so že ljudje. Midva greva pa tukaj naprej, prav v smeri Maje, proti Lipanci, ampak bo kmalu po 5 minutah zavila s markirane poti desno na brezpotje. Mali alpski zvonček, ta pa pokuka prvi izpod snega. Kot vidite, evo, tam je še sneg. To je zdaj mali Draški vrh. Zdaj se nam je pa že pokazal najen cilj, veliki selišnik, ki pa na severno stran pada z mogočno severno steno. Zdaj sva pa spet na razpotju. Tukaj se pot proti Lipanci začne spuščati navzdol v dolino Solnice. To je dolina Solnice. Midva se pa zdaj odpravljava na veliki selišnik. Čisto malenko se mora spustiti, da prideva po tale rušje, potem pa na greben, pa na drugo stran desno. Pot gre večinoma po južni strani selišnika, tako da imamo razglede proti Viševniku in malemu Draškemu vrhu. Evo, tukaj za Majo je pa še ena lepa cvetlica. To je pa naš čudoviti aurikel. Prišla na greben, spodaj se vidi pot z Viševnika proti Lipanci, skozi Solnice. Evo rjavina in pa seveda tudi Triglav.
Evo, zdaj pa samo še par minut po grebenu, pa sva na vrhu. Vrh velikega Selišnika. Evo, označuje ga tak pošiven križ. Križ iz macesnove veje. Evo, Maja še prihaja. Majhen se tudi treba prebijati skozi rušje, ampak ni tako hudo. Zdaj tukaj iz velikega Selišnika, ki se res lepo vidita tako Viševnik kot Mali Draški vrh. Sem vam pa še dolžen razlago, zakaj vrh Viševnika ni vrh samostojne gore, ampak je v bistvu samo predvrh Malega Draškega vrha. Viševnik je visok 2050 metrov. Sedlo med Viševnikom pa Malim Draškim vrhom, se pravi Srenjski preval, je visok 1959 metrov, kar pomeni, da je 91 metrov nižje od Viševnika. In po določilih UIAA, to je Mednarodno alpinistično in planinsko združenje, se vrh tretira, ko doseže relativno višino vsaj 100 metrov. Viševnik tega ne dosega, ker ima relativno višino samo 91 metrov. Čisto lepo praktičen primer, se pravi, Mali Draški vrh je visok 2132 metrov in ima tudi do naslednjega, se pravi Velikega Draškega vrha, precej več kot 100 metrov relativne višine. Se pravi, je starševski vrh Viševnika. No, tako da boste vedeli, da v bistvu Viševnik uradno sploh ni samostojna gora, oziroma samostojen vrh, ampak je predvrh Malega Draškega vrha. Po tem vencu, rekel, zgornjih Pokljuških gora. Pravi vrhovi so samo Mali Draški vrh, Veliki Draški vrh, Tost, Vernar in pa Triglav. Se pravi, ti imajo vsi med svojimi sedli večkrat pa 100 metrov relativne višine. Zdaj, da vam pa povem še drug zanimiv paradoks. Dva najbolj obiskana razglednika v Sloveniji, poleg Triglava seveda, sta ravno Viševnik in pa Mojstrovka. In tudi Mojstrovka ne dosega relativne višine vrha. Mislim, da je samo okoli 60 metrov relativne višine Mojstrovke. Recimo njen starševski vrh je bolj malo poznani Travnik, ki je visok 2479 metrov. Malo panorame, Viševnik, Mali Draški vrh. Zadaj, tisti, ki se je pojavil za eno majhen oblakac, je Vernar. Za Vernarjem desno, še močno zasnežen, je Kanjavec in pa seveda Triglav. Lepo se vidi tako Planika kot Krederca, Rš in pa Rjavina. Prav desno od Rjavine, tam kjer je oblak, je Lukna peč, tem so Dimniki, Macesnovec, na drugi strani v Karavankah Kepa, te pa tukaj bližna, sta pa Debeli vrh in pa zadaj Debela peč, vmes so še Mrešce in Lipanski vrh. Tale skala, ki je v bistvu okoli samo rušje, je pa Mali Selišnik. Zaključujeva zanimiv in upam tudi poučen video iz Velikega Selišnika. Govora je bilo precej tudi o Viševniku. Viševnik ne obiskujem, ker je to zame čisto preveč ljudi tam. Tako da vam raje tire osamljene, a ne Maja? Bolj. Ja. Ja, tako da pogledajte si slikce na Instagramu in naročite se seveda na YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih super doživetjih. Čau!